Narod moj, ta teden je bil za nekatere napet in grozen, a ne tako, kot je bil za Putina. Doživel je čisto pravi upor, državni udar in blokado, zaradi katere je bil pozen. Uprl pa se mu je avto. Avto so kasneje javno zažgali v opozorilo ostalim. Mediji pa so poročali, da gre za ameriško zaroto. In kot da to ni dovolj slabo, se je v soboto zgodilo še tole. 361 points, which is not enough to pass Ukraine, and we have a new winner of the Eurovision Song Contest 2016. It's Ukraine! Tako je, čez vikend je potekal izbor najboljšega komada v Evropi, narekovaj zato, ker vsi vemo, da ni pomembna glasba, ampak videz. Zdaj, tekmovanje se tudi imenuje Eurovizija in ne Euromusic. Mimogrede, kdo je ta logotip delal? A je bila Ikea? Ker tako luč imamo mi doma. A se je oblikovalcu mudilo, pa je pogledal po kuhinji. Klinc, ne, bo kar tale luč. Kakorkoli, Eurovizija je zanimiv fenomen. Pred televizorjem namreč zvabi starejše občane in geje. To sta skupini, ki se v naravi sicer ne razumeta najbolje. Ni med njimi simbioze, če se smem tako izraziti. Starejši si zanimanjem ogledajo garderobo nastopajočih in na glas sprašujejo: kdo je pa tem obleko naredil? Poglej, kako je dober. A veš, da mu je obleko naredil? Tisti, ki mu na referendumu nisi dovolila, da se poroči. To je mimogrede hrvaška pevka. Kot vidite, so jo pomočili v katran in povaljali po smeteh. Kar je ostalo na njej, šlo na oder. No, letos je zmagala Ukrajina in premagala Rusijo in Avstralijo. Najprej 3 stvari. Najprej, kjer del Ukrajine je zmagal? Tisto ruski ali ukrajinski? Ali Pahor mora vedeti, kakšne volje bo Putin, ko prije na Vršič. Drugič, a ne bilo grozen, če bi v učbenikih v prihodnosti pisali: evropsko-ruska vojna se je začela zaradi kričečega glasbenega tekmovanja. In tretjič, po kakšni logiki na Euroviziji nastopa Avstralija? A so se po kakšnem čudežu pojavili v Atlantskem oceanu? Kdo bo naslednje leto sodeloval? Kolumbija pa Vietnam, ali kaj? A če moče Severno Korejo povabiti, on bo ziher žur naredil. Dobar. Ukrajina je zmagala s pesmijo, ki se imenuje 1944, kar že diši po bizarki. Tako je, lahkotne pesmi o ljubezni in poletju niso več popularne. Zdaj pojemo o genocidu. Ukrajina letos poje o Stalinu, Izrael bo naslednje leto pel o Auschwitzu, Slovenija pa naj pošlje pesem o Hudi jami. Pel bojo Malibu, besedilo pa naj napiše Jože Možina. Kujmo železo, dokler je vroče, pravim. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.